Lep pozdrav še z moje strani. Danes smo imeli prvo srečanje vseh političnih strank s stroko. Na eni strani energetsko stroko, na drugi strani makroekonomsko stroko. Nahajamo se pač v eni precej izjemni situaciji in predstavljeni so bili tako na eni strani ukrepi, kako blažiti bodočo situacijo in na drugi strani, kaj so lahko posledice. Moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem, da je bila debata ne samo strokovna, ampak konstruktivna strani vseh udeležencev. Se nadejam, da bo to mogoče en dober temelj za razpravo o najtežjih vprašanjih za državo tudi v bodoče. Praktično med političnimi strankami danes ni bilo nobenih razhajanj glede tega, kako ukrepati in da ukrepati moramo hitro in odločno, zato da najprej zaščitimo najranljivejše, v tem primeru prebivalstvo, tudi s ciljnimi ukrepi, na drugi strani pa da v tem naslednjem koraku seveda ne pozabimo na gospodarstvo in da poskrbimo v enem delu tudi za to, da gospodarstvo se ne zaustavi. Tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno, je, da je bil danes predstavljen tudi strani energetske stroke, tako imenovan načrt Evropske komisije oziroma evropskih plinskih operaterjev, kako preživeti prihajajočo zimo brez redukcij, tudi v primeru, če se dobava ruskega plina v celoti zaustavi. Ta načrt je pomemben, zakaj? Zato, ker nam daje v resnici smernice, kako naj se potem vsaka država članica posebej pripravi, da bomo lahko te robne pogoje izpolnili, da ne pride do zaustavitev dobave končnim odjemalcem. Ne govorim samo o gospodinjcih, ne govorim samo o zaščitenih odjemalcih, ampak vseh, tudi industriji. Ta načrt je zelo pomemben, ker je dobra novica za gospodarstvo. Nihče v Evropski uniji nima interesa, da bi se zaustavilo evropsko gospodarstvo in vsi ukrepi, ki gredo v to smer, jih seveda pozdravljamo. Moramo biti sicer pripravljeni na najslabše, ampak hkrati pa delamo, kot da bomo lahko normalno živeli skozi to zimo. Ta današnji posvet ni bil zadnji, ravno obratno, bil je prvi. Povedali smo, da bi se v podobni sestavi dobili konec avgusta. Do takrat bomo že pripravili določene interventne zakone, s katerimi bomo seznanili tudi opozicijo vnaprej, pred odložitvijo v državni zbor in iskali njihovo soglasje z namenom, da dejansko gremo po najhitrejši možni proceduri skozi državni zbor z ukrepi, ki morajo vstopiti v veljavo pred ogrevalno sezono, se pravi pred 1. oktobrom, zato ker je tudi regulacija cen namenjena, da začne s 1. septembrom. Kaj vsebujejo ti ukrepi, ki so bili danes tudi na kratko predstavljeni? Dva tipa sta, na eni strani izenačitev vseh odjemalcev med seboj, se pravi vsi gospodinjski odjemalci, tudi če živijo v blokih, tudi če kupujejo električno energijo od upraviteljev ali pa plin od upraviteljev ali skupinskih kotlovnic, jih želimo s spremembo zakonodaje izenačiti. Prejšnjo zimo je bil to velik problem, ker so se cene zelo razlikovale med tistimi odjemalci, ki so neposredno lahko kupovali od dobaviteljev in tistimi gospodinjskimi odjemalci, ki so to morali početi v blokih od upraviteljev. Cene so bile razlika 1:4 in to moramo izenačiti, to diskriminatorno obravnavo. Na drugi strani pa tudi interventna zakonodaja na temo znižane stopnje DDV-ja za vse energente. Ne samo za električno energijo, ne samo za zemeljski plin, ampak tudi kurilno olje, lesno biomaso in podobno. Zakaj? Zato, da bomo spet izenačili dobrobit za vse odjemalce, ne glede na to, kakšen vir imajo. Nekateri se ogrevajo pač na druge vire in želimo s spremenjeno, znižano stopnjo DDV-ja doseči vse. In tudi zato rabimo zakon. Ti dve konkretni zakonski iniciativi sta bili predstavljeni in računam, da ker ni bilo nobenih nesoglasij, da bosta potem lahko tudi šle skozi parlament po skrajšani proceduri. Naslednji ukrepi, nekateri bodo predstavljeni že jutri, nekateri v naslednjih tednih, se pa tičejo same regulacije energentov. Jutri imamo konkretno na vladi regulacijo zemeljskega plina, kjer bomo ravno tako po zgledu električne energije zamejili zgornjo ceno za prihajajočo zimo na nek nivo, ki je vzdržen in ki bo veljal
in je bistveno pod nabavnimi tržnimi cenami in ki bo veljal za tako imenovane zaščitene kategorije. Pri zemeljskem plinu so zaščitene kategorije ne samo gospodinjski odjemalci in mala podjetja, ampak tudi določeni javni zavodi, ki izvajajo javne storitve, kot so na primer bolnice. Ti ukrepi pridejo jutri, mislim pa, da bomo predstavili v kratkem tudi ukrepe konkretnih, zelo ciljnih draginjskih dodatkov za kategorije, ki to še posebej potrebujejo. Enako kot pri električni energiji bodo ukrepi, ki bodo izhajali iz regulacije zemeljskega plina, dosegli vse. Cene se znižajo s 1. septembrom za vse odjemalce zemeljskega plina. Ne za vse enako, ampak vsi bodo deležni teh ukrepov, še posebej iz naslova znižanja DDV-ja. Toliko na kratko o današnjem dnevu. Še enkrat, bilo je zelo konstruktivno in žal je, da nas je k temu prisilila kriza, ampak je pa to mogoče tudi konec koncev dober temelj za naprej, tudi za kakšna druga področja, neideološka, kakšna druga področja, ki se tičejo vseh državljank in državljanov enako. Pred dnevi ste rekli, da si želite politične enotnosti pri sprejemanju ukrepov proti draginji, v bistvu nagovorili ste, ponudili ste roko opoziciji, da vsi skupaj sodelujete pri tem. Ste danes dobili mogoče kakšna bolj konkretna zagotovila, da biste to lahko resnično ali zgolj nekaj izjave na mogoče deklarativni ravni? Glejte, najprej, ko ponudiš roko, ne zahtevaš garancije in tudi tega nismo naredili in tudi nimamo namena. Naš namen je bil, da popolnoma v strokovnem dialogu predstavimo najprej situacijo, svetovno in globalno in položaj Slovenije v njej in hkrati napovemo, kje pričakujemo zaradi ljudi, ne zaradi nas, da najdemo skupno pot za opozicijo. To smo napovedali, čas bo zelo v kratkem pokazal, kakšen je odnos. Jaz sem optimist, zaradi tega, ker so bili odzivi pozitivni, zato ne pričakujem nobenih zapletov na tem področju in tudi ne rabim nobenih garancij, ker konec koncev verjamem, da se vsi zavedamo, da gre za korist ljudi. Omenili ste znižanje DDV-ja, koliko bi to znižanje znašalo in če sem vas prav razumela, bo vsaj v tej prvi fazi del gospodarstva, podobno kot pri električni energiji, tudi pri plinu prepuščeno samo sebi, ker iz gospodarstva se že slišijo v bistvu pozivi, da bo to prineslo reorganizacijo dela, reorganizacijo proizvodnje in posledično morda celo odpuščanja in opozarjajo, da če bodo prepuščeni sami sebi, tega ne bodo znesli. Poslušam zelo natančno, kaj gospodarstvo sporoča, ampak najprej in prvenstveno, ne samo zato, ker nam to nalaga zakonodaja, ampak zato, ker je tako pravilno, moramo poskrbeti za najbolj ranljive. To so gospodinjstva, mali podjetniki in tisti, ki izvajajo javno storitev. In najprej moramo narediti to. To je prvi korak. Kar se gospodarstva tiče pri zemeljskem plinu, se vsi od njih, ne glede na to, po kateri ceni so zakupili zemeljski plin, in tukaj obstaja med njimi ogromna razlika. Ampak vsi se pa bojijo ene same stvari in to je, da bi bila dobava prekinjena. Torej, to je naslednji korak. Poskrbeti moramo z vsemi možnimi ukrepi, da ne pride do prekinitve dobave. Ko bomo poskrbeli za cenovni nivo najranljivejših in za ustrezno dobavo v gospodarstvu, ostane tako malo problemov, da ne bo nobenega odpuščanja. Kar se tiče same stopnje DDV-ja, kot sem napovedal, nameravamo znižati stopnjo iz 22 na 9,5% za vse energente, ki se uporabljajo za ogrevanje. To pomeni od električne energije, zemeljskega plina, kurilnega olja, lesne biomase in daljinske toplote. Kaj pa prehrana, zdaj te košarice, izdelkov, pšenica, jaz sem opazil, bodo ti dodatki, ki so namenjeni socialno šibkim, bo to nekako namenjeno za prehrano, ali boste cene regulirali? Glejte, jaz verjamem, da bi vedno želeli vedeti še kaj več. Danes se o tem nismo pogovarjali. To ne pomeni, da o tem ne razmišljamo in na tem delamo. Veste, da imamo zunaj razpis Zavoda za blagovne rezerve, s katerim nameravamo napolniti, podvojiti v resnici blagovne rezerve na področju pšenice. Zakaj? Ker se iz vseh analiz kaže, da je ravno pšenica tisti inflatorni dejavnik, ki vpliva v resnici na prehrano tudi na ostalih področjih.
Ti ukrepi, na prehrani bomo šli z drugim načinom. Imamo najprej mehko regulacijo s košarico, ta bo ravno tako septembra, vsi ukrepi so tempirani na september. Zakaj? Ker med poletjem ne računamo, tudi zaradi potrošnje, ki je popolnoma drugačna, da bi lahko sploh prijeli. V septembru bomo imeli tudi košarico, znano, in to je mehka oblika regulacije, hkrati bomo pa imeli zaloge za varnost. Vedno kombiniramo varnost z regulacijo cen. Zaenkrat se ne kaže potreba, da je na področju prehranskih izdelkov šli z samo regulacijo cen, to tudi najverjetneje ne bi bilo učinkovito, še manj bi bil žal učinkovit spust DDV-ja na področju hrane. Na področju hrane bodo ravno dodatki, tisti, s katerimi bomo poskušali pomagati tistim, ki bojo pomoči dejansko potrebni. Pričemer, poudarjam že sedaj, da je v preteklosti mogoče bilo preveč poudarka in iščemo pot iz tega, preveč poudarka samo na socialnih kategorijah, medtem ko je bilo aktivno prebivalstvo, delovno aktivno prebivalstvo, ki ima ravno tako lahko nekateri zelo velike izzive z draginjo, izpuščeno iz dodatkov kot takih. Iščemo pot potem, kako bi tudi ta del prebivalstva, delovno aktivnega, ki pač potrebuje pomoč, vključili v te sheme. Ja, vi veste, da je v tem trenutku minister za obrambo na Krasu, pričakujem njegovo poročilo, ampak sem bil tukaj, torej ga nisem mogel sprejeti. Če bom zdaj karkoli komentiral, bom komentiral na pamet. Tega ne želim početi, zato bom najprej dobil njegovo poročilo, potem pa lahko tudi to komentiram.